Prejšnja pisarna je bila v resnično nezavidljivem stanju, novi prostori pa ponujajo novo priložnost. Tukaj se bodo izvajali različne delavnice, izobraževalne in druge, tudi različne usposabljanja za romske svetnike. Novost letos je to, da je naše delo posvečeno tudi na terenu mladim Romom, kajti v občini Kočevje, Črnomelj, v Škocjanu in tudi v Novem mestu želimo realizirati različne dejavnosti za mlade Rome. Hkrati bodo potekala različna usposabljanja za romske ženske, ki so še vedno precej diskriminirane. Svoje znanje so predstavile tudi s projektom Eko-etno romska moda. V projektu smo imeli noter večkrat delavnice, tako da smo se potrudili, da smo to naredili z našimi partnerji tudi. In smo kar par stvari naredili. Projektna pisarna sama po sebi pa ni dovolj. Brez odgovornega ravnanja romske skupnosti ne bo uspeha. V pogledu 10 let nazaj, kaj vse smo naredili v prejšnji finančni perspektivi evropski in pa seveda tudi nacionalnem ukrepu za Rome, je bilo ogromno vloženega, ampak vidimo premajhen premik znotraj romske skupnosti. To je apel romski skupnosti, da se začne do tega vesti bolj odgovorno, pravi Baluh. Trenutno se sicer odvijajo pogajanja, ki bi lahko razrešila perečo težavo novomeških Romov. Zveza Romov za Dolenjsko se že dalj časa pogaja z mestno občino Novo mesto, da sprejme zemljišča, ki jih brezplačno novomeški občini ponuja Ministrstvo za obrambo. Gre za zemljišča, na katerih stoji romsko naselje Žabjak. Tam živi okoli 600 Romov. Ta zemljišča so trenutno brez komunalne infrastrukture, elektrike in vode. Čas je, da pride do brezplačnega prenosa lastništva zemljišč, je prepričan Miklič.